Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o zaupanju. A se tudi vam dogaja, zdajle pač se vsakič boste rekli, Minka govori o tem, sem se dogaja. Ampak ja, za moje pojme se res dogaja, ker vsaka življenje pelje po nekih cestah, po nekih preizkušnjah, da dejansko občutiš priložnost, kako narediti kot duša naslednji korak. Kako vzbuditi v svojem telesu, pa v svoji zavesti več zaupanja, kako poskrbeti za sebe ali pa lekcije, ki se jih učimo, pač na nek način te pripelje do lekcije, ki jo pač želiš ali pa kot duša želi osvojiti, in potem je tako zaplešeš ples z določenim človekom, določeni situaciji in se učiš. No, in to vsi delamo v svojem življenju, ker kakorkoli jaz verjamem v to, da naša duša je prišla v to življenje predelati določene lekcije in preko odnosov se pač te lekcije čistijo, ozaveščajo. In da predvsem ljudi, ki jih srečamo, z nekaterimi nas potegne skupaj in nas vleče skupaj in je super energija, z nekaterimi ni tako super energija, ker je verjetno, no, jaz sem v to prepričana, zataknjena energija od nekje prej, največkrat iz preteklih življenj, in enostavno se v tem življenju učimo odreagirati na drugačen način. No, in tisto, kar sem prepričana, je, da se vsak od nas uči lekcijo zaupanja, spuščanja, predvsem zaupanja, da stvarstvo poskrbi za vse. Veste, to je tako kot v knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma, piše na začetku, pa o tem sem že govorila, ampak vseeno. Nekdo visi čez rob prepada in kriči v krču: "A je kdo, ki mi lahko pomaga? A je kdo, ki mi lahko pomaga? Naj mi kdo pomaga?" In ni bilo nikogar in se zasliši: "Tukaj Bog. Samo zaupaj, vse bo v redu." In ta človek ni, da je rekel, okej, vse bo v redu, ampak se je še bolj oklepal tega robu. A je še kdo, ki mi lahko pomaga? In ja, če se vam to zdaj dogaja, da se učite še bolj zaupati, prepuščati, v tem primeru je čas, da res začnete gledati, kaj vam povzroča stres. Se pravi, stres je v osnovi odziv našega telesa na nekaj, kar se dogaja, na neko zadevo. Največkrat na odnos, ne. In ali je povezan z neko fizično zadevo, recimo kot je materialno preživetje, ali je povezan z neko čustveno zadevo, neki odnos, ki ga vedno znova štelamo v neke tirnice, pa zmerom gre po svoje. No, v vsakem primeru pač učimo se, no, in to učenje prepuščanja je prva stvar povezana s tem, da če si predstavljate, da stojite v živem blatu. Če ste v živem blatu, dobro, tukaj ga dejansko ni, bolj na požiralniku je najbolj primerna ta izkušnja, kar mi poznamo iz naše kulture, ampak živ pesek vemo, kako izgleda, a ne. Bolj kot se upiraš, bolj kot si v neki akciji, bolj se hitro pogrezaš. In dejansko, če hočeš priti do rešitve, se moraš umiriti. Samo v miru se to pogrezanje ustavi in šele, ko si čisto v miru, lahko najdeš neko notranjo moč, da se dvigneš. In ravno tako je v življenju. Če se vam kar naprej dogaja, da ste v neki stresni zadevi, kaj se učim? In to je moj notranji mir. Kaj povzroča moj nemir? In po drugi strani, kaj se učim, da pridem do svojega miru. No, zdaj pa poglejmo, kaj se učimo. Vsi imamo svoje korenine v mladosti, te prve korenine, ne. Se pravi, naša mladost nam že daje neko cev tega, kar imamo mi za predelati kot duše. Se pravi, odtis tega, kar mi potrebujemo predelati v življenju. In če se še kar ukvarjate z neodpuščanjem do svojih staršev, če se še kar ukvarjate s primarno družino, kako nekdo je ali pa kako ni in kaj ni naredil, je rekel in tako naprej, je čas, da se zazrete v to, kaj vas uči vaša primarna družina.
Se pa naprej. Kako veste, kaj vas uči vaša primarna družina? Pač pogledate bolezni. In ko pogledate bolezni in rečete, v naši družini vsi imajo, ne vem, pritisk. V naši družini vsi imajo raka, v naši družini imajo vsi sladkorno bolezen. Jaz verjamem, da skoraj ni družine, kjer ne bi imeli neko kronično obolenje. V naši družini vsi imajo demenco, na stara leta vsi so umrli, ne vem na kakšen način. To je kronični rak vaše družine oziroma koda, ki jo vi želite kot duša preseči. In ko mi gremo pogledati te naše kode, jaz zdaj, če gledam mojo družino, mi imamo sladkorno bolezen. Sladkorna bolezen je povezana s potlačevanjem čustev, povezana je s tem, da na nek način želim biti v vlogi žrtve in potem uporabim mišični test. In seveda, kako ga uporabimo. In zdaj, če jaz zase govorim, se pravi, potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev, absolutno ne je zame. Ampak nekoč, v preteklosti sem to imela. Jaz nimam težave s sladkorno boleznijo, ampak vem pa, da moje telo vseeno pač je občutljivo na sladkor in če želim imeti lepo postavo, pač rabim manj sladkorja in jem druge zadeve, ki so bolj zdrave, kot je recimo ajdov kruh. Recimo včeraj sem pekla beljakovinski ajdov kruh, se pravi bananin ajdov kruh, ki je tako dober, ampak res dober. Če imate v hladilniku gnile banane, pa veste tisto, ko so že čist črne in enostavno gledaš, kaj boš z njimi naredil, si specite beljakovinski ajdov kruh z bananami, se pravi bananin kruh. In ga naredite po receptu, ki je na strani 80 v knjigi Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje. Vam povem, to je tako dober kruh, ki ga lahko brez slabe vesti pojeste za mini obrok, zraven jogurt popijete, se počutite dobro, imate ogromno energije in se nahranite. Poskusite, samo poskusite, pa boste videli majčkeno drugače, ker če mi želimo drugačne rezultate, moramo začeti delati nekaj drugače. Moramo iz nekih okvirjev, iz neke tirnice iti ven. To, kar delamo vsak dan, nas je tako pripeljalo do tega, kjer smo danes. Se pravi, če želimo drugačne rezultate, je čas, da začnemo nekaj drugače delati, na drugačen način. Začne se pa pri tehničnem zdravju, pri našem telesu, ker samo na ta način lahko pridemo do drugačnih rezultatov. No in zdaj seveda, telo je najprej tehnično in ga nahranimo. Ravno kar sem govorila z eno gospo, pač mišična masa je začela popuščati, guba se ji koža, uvela je, vidi, da nekaj potrebuje. Ja, v tem primeru, takrat, ko svoje telo že pripeljemo do tega, da ne zmore več, vzamemo prehranska dopolnila, Pro-Vitality pa Shake, vam bom dala spodaj povezavo, pa še kodo za popust. V vsakem primeru pač najprej je tehnični nivo našega počutja. Potem naslednja stvar, se pa začnemo s čustvi ukvarjati. Kaj meni povzroča kronični stres? Lahko je, ne vem, kronični strah. Strah glede preživetja. Recimo, kdor ima težave z mišicami, s krvjo, vedno je povezan strah glede preživetja. Vedno. No in potem, ko to počistimo, zdravilno molitvijo dekodiranja, pač delaš naprej na osebni rasti, Osebna rast je pa proces. Ni nekaj, kar danes narediš, kljukco pa rečeš, posajeno raste. Ni tako kot vrt, ampak je tako kot vrt, kjer je treba vsak dan malo zaliti, majčkeno kopati, nekaj narediti v tej smeri, no in zato imam pač jaz zase zjutraj jutranji ritual. Ne glede na to, kdaj vstanem, vedno začnem dan na enak način. Prižgem svečko, se zahvalim za nov dan. Enostavno pač začnem s hvaležnostjo. Hvala, da sem se prebudila v ta nov dan. Ni to krasen začetek dneva. In potem vzamem karte prehodu v novo dobo in rečem, da vidim stvarstvo, kaj mi sporočate za danes, kaj je kot afirmacija zame pomembno. No in zdaj, če gledamo, prva afirmacija za vas, ki tole gledate, za tebe, ki tole gledaš, vedno se povezujem s pravimi ljudmi. Se pravi partnerstvo.
No in zdaj, če pogledamo naprej, 56 je 11 je število premikov, rušenje starega, postavitev novega, se pravi 56 lete. Sklenila sem zavezo s stvarstvom. V moje življenje so mi poslani ljudje, ki so pošteni in s katerimi sodelujem v partnerskem odnosu. Dovoljujem, da med nami tečejo energije čistega sprejemanja, čiste ljubezni in podpore. Projekti se razvijajo v najvišje dobro vseh vpletenih. Hvaležna sem za to izkušnjo. Ker glejte, če v svoje življenje privlačite ljudi, ki vas izkoriščajo, ki niso spoštljivi do vas, kje se začne? Se pravi, odnos z mano. Ker ljudje mi kažejo ogledalo in kažejo, koliko se jaz v resnici cenim. In če privlačim v svoje življenje ljudi, ki me vedno znova peljejo v krog, ki me vedno znova na koncu rečem, pa ne že spet. Glejte, kaj se učim? Pa ne že spet. Vam povem eno zgodbo. Jaz imam moje bratrance pa sestrične dosti mlajše od mene, se pravi celo generacijo. In ko sem bila jaz v puberteti, so bili oni dojenčki, ko sem se jaz poročila, so bili oni v puberteti. In seveda, veste, nimaš pol takih povezav. No, in v glavnem, se spomnim, imela sem majčkene otroke takrat, itak si prezaposlen s temi majčkenimi otroki. In sem šla na sladoled in tam, pač to je bilo v Škofji Loki pred nami, sedi ena punca z oranžnimi lasmi in reče, živjo. Rečem, prostite, ampak jaz vas ne poznam in že tako imam težave s spominom. In reče, jaz sem tvoja sestrična. Sem rekla, jaz nimam take sestrične. Je rekla, tvoja sestrična Petra. Sorry, Petra. Mislim, tako grozen mi je bilo, ker dejansko nisem prepoznala. No in potem so leta šla mimo, recimo 10 let. Ona ni več imela oranžnih las, je imela drugačno barvo las. In v trgovini srečam eno mlado mamico z dojenčkom, z možem in reče, živjo. Sem rekla, gospa, oprostite, ampak res vas ne poznam, pa ona reče, ne, že spet. Moja sestrična Petra. Mislim, to je grozen občutek. Pač 2-krat je nisem prepoznala. Ampak, zdaj pa poglejmo kode zadaj, Ker če se vam to dogaja, da nekako ste zmerom zavrženi ali pa neprepoznavni, je mogoče nekaj, kar se vi kot duša učite zasijati, zasijati v svoji lepoti, v svoji moči, Ker se vsi učimo nekaj skozi lekcije življenja. In jaz imam res eno veliko težavo, ker si ne zapomnim ljudi po obrazu, ampak si jih zapomnim nekako po energiji. In pa imam pa dejansko težave. Ampak vedno dobimo pravo lekcijo, tisto, ki jo potrebujemo. Kaj se učimo kot duše? Da vidimo naprej, naslednje sporočilo. Moje telo je svetišče, zato ga hranim z ljubeznijo, ni smetišče. Zdrava prehrana, tukaj se začne. Če jaz sebe nimam čisto nič rada, kaj bom sipala v svoje telo? Tako nekaj, kar je spotoma, nekaj dam v usta, zaradi tega, ker sem lačna, nekaj, kar je na dosegu roke, nekaj, kar je na višini mojih oči v trgovini. Ne bom se niti potrudila, da dobim tiste zdrave sestavine, da začnem drugače kuhati oziroma da poskrbim za moje telo, ker je moje telo svetišče. Se pravi, če se jaz do mojega telesa obnašam, moje telo je svetišče, se pravi, bom jaz poskrbela za njega, bom drugače poskrbela za svoje navade, dnevne navade, se pravi od tega, da jutranji ritual, jaz jutraj tudi telovadim, potem pripravim zdrav zajtrk, pa tako naprej. Ker je pomembno, da svoje telo podpiram s stvarmi, ki delujejo mojemu telesu v prid. No, zadnjič smo imeli eno predavanje, je bilo zanimivo tudi glede tega, kaj deluje v prid, sploh za nas ženske, v meni, ko enostavno želiš poskrbeti za svoje telo. Veste, kaj mi je bilo tako? Wow! Da recimo ženska, ki dnevno prehodi 2500 korakov in tista, ki jih prehodi 3500 korakov, se pravi samo 1000 korakov več na dan,
privede do tega, da se ti za tretjino izboljša, ali pa celo več, izboljša tvoje stanje v menopavzi. Se pravi, hitreje se telo preoblikuje, nimaš teh menopavznih obročov, tvoja presnova se poveča, presnova je to celično delovanje, vse začne delovati boljš, bolj spiš, imaš manj oblivov preko noči, imaš na splošno manjša nihanja v meni. Pomislite, samo to je en kratek sprehod, en krog, nič kaj posebenega. To pomeni, da enkrat na dan rečeš, to je čas za mene, pol ure sprehod. Zato, ker je moje telo svetišče, ker meni je pomembno moje zdravje, ker se imam rada, poskrbim za to, da grem na sprehod, poskrbim za to, da dovolj spim, poskrbim za to, da se gibam vsak dan. Ne? Ker je meni pomembno tako, kako se jaz počutim. No, potem pa karta, ki je na dnu, je pa božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Ta karta je čudovita in glejte, sploh tisti, ki niste bili deležni v mladosti neke spodbude strani staršev, če niste imeli ljubeče energije doma, vi se začnite zavedati tega, da ste vi ljubljeni otrok stvarstva, da začnete, da sebe objamete, da sebi date vse tisto, zdaj v odrasli dobi, kar niste dobili kot otroci. Se pravi, da vi poskrbite za sebe, kar vam je mar, kako se počutite, in si date tisto, kar potrebujete. Ne? Se pravi, da poskrbite za dobre stvari v svojem življenju, zato, ker se imate radi. Ne, ker vztrajati v vlogi žrtve je program. To je tisto, moram biti žrtev, se pravi, bom vsak dan poskrbela, da se bom počutila žrtev neke situacije na nezavedni ravni. Če pa jaz želim biti v svoji moči, pa pomeni, da bom poskrbela najprej za fizično telo, zato da sem res lahko v svoji moči, ker če sem že ta prvi žrtev svojih slabih navad, kako bom v svoji moči? Je pač nemogoč. Postavljam se v svojo moč s tem, da z ljubeznijo skrbim za sebe, za svoje potrebe, ker takrat, ko sem jaz v svoji moči in tej ljubeči energiji, jaz lahko na svojo družino, na ljudi okrog sebe širim vse dobro. Če nisem v tej svoji dobri energiji, kako ne širim dobro? Je nemogoč. Ne moreš oddajati tega, ne moreš dajati tega, česar nimaš. Daješ lahko samo to, kar imaš v sebi, kar žariš, kar žarevaš. Ne? In zdaj, če imate opravka z nekom, ki je ves čas slabe volje, ja pomeni, da je on cel nezadovoljen, ona cela nezadovoljna v sebi in je močno ranjena. Recimo, če imate sodelavko, ki pride zjutraj v službo, kot tisto oblak, ki ima nad glavo gor strele in samo čaka, kam bo streljal. Pač, ja, ima težave, verjetno je ranjena kot otrok, ne zmore, ni zmogla, ni bila podprta. Mogoče dajte taki osebi več podpore, ampak če pa strelja na vas, pa če vedno ta oblak se vso svojo točo spusti na vas, je pa spet ljubezen do sebe, da rečeš pa halo, dej, 2 metra stran pa bo čisto redu. Postaviti meje, ne? Ker če sem v programu moram biti žrtev, potem čakam, da ti s tem tamen oblakom pride na mene in strese vso svojo jezo na mene. Ker pa, če sem pa v svoji moči, pa rečem, ok, v redu je, nosiš temen oblak, imej ga, ampak ne v mojem okolju, ne na mene. Pač to je pa postavljanje mej, ker če se imaš rada, če se imaš rad, postavljaš meje. Ampak ne iz vloge žrtve, ampak iz svoje vloge moči. Ja, to je vseživljenjsko učenje, ampak res vseživljenjsko učenje. Zdaj pa mogoče nasvet. Katero knjigo izmed teh mojih knjig, kot veste, ta zadnja kuhinja je ta 6. knjiga, katero vzeti v roke, če se učite teh osnovnih ljubezni do sebe. Začnite pri prvi, ko imajo hormoni žur, prvo poglavje. In na ta način boste videli, če zdaj pogledamo prvo poglavje, ne? Ljubezen je rešitev in odgovor na vsakdanje odnose. Teh ne morete izboljšati z negativnostjo. Naštevajte vse, kar imate radi, sestavite seznam stvari, ki so vam pri srcu,
Pogovarjajte se o teh stvarih, kar vam je pri srcu. Predstavljajte si, da imate popolno zvezo, predstavljajte si, da je na najvišji možni ravni in z vsemi srcem občutite, da jo že imate. In če vam je težko imeti dober občutek o vaši partnerski zvezi, imajte radi vse, kar je povezano z njo in se preprosto ne zmenite za negativne emocije v njej. Predstavljajte si, da imate popolno zdravje. Naštevajte vse, kar vas veseli. Kot če bi imeli popolno zdravje, popolno težo, popolno energijo. Z vsem srcem občutite to življenjsko energijo, ki se pretaka skozi vas. Vdihnite globoko, da začutite, da ste živi, in izdihnite vso slabo energijo, ki se je naselila v vaših telesih. Objemite svoje telo in bodite hvaležni. Hvaležni, da živite, da ste tu in da ste še živi. In vedno, ko dajete ljubezen z občutki, besedami in dejanji, vnašate ljubezen v svoje polje. Čim več ljubezni oddajate, tem večje in mogočnejše je vaše magnetno polje. Tisto, kar je v njem, privablja še več. Čim več ljubezni je v vašem polju, tem večjo moč imate, da privabite stvari, ki jih imate radi. Dosežete lahko točko, ko se vam stvari, ki jih imate radi, kar pojavijo v vašem življenju. In to je ta magnetna sila ljubezni. In to imamo vsi v sebi. Ko enostavno rečeš, glejte, jaz res verjamem, da smo tako neverjetno magnetno nabiti s čustvi, ki jih imamo. Se pravi, kdor ima to negativno energijo, ima magnetno silo vsega slabega. Po drugi strani pa tisti, ki nosimo v svojem srcu sonce, ki sijemo sonce, imamo ravno tako to magnetno silo, ki privablja še več dobrega v naše življenje. Pač verjamem, da smo soustvarjalci vsega tega, kar se nam dogaja. Da svojo energijo pred znakom ustvarjamo vse to, kar se nam dogaja. Zdaj boste mogoče rekli, ja, pa ne ustvarjaš zamaška na cesti, ne ustvarjaš. Ja, mogoče pa res, če že vnaprej pomisliš, spet gremo v Ljubljano, spet bomo v kolonah, spet bo tako. Taram, izvoli kolono, izvoli zamašek, pa še zoprne ljudi okrog tebe. In če si pa naravnan nekako na vibracijo tega toka, vse teče, nekako se vse dogaja, vse gre v ta pravo smer. Res sem prepričana o to, da smo zavestni soustvarjalci. No, v glavnem, širite ljubezen povsod, koder hodite. Najprej v svoji domači hiši. To je iz knjige Ko imajo hormoni žur. Dajte jo svojim otrokom, ženi ali možu, najbližjim sosedom. Nikoli ne pustite, da bi kdo odšel od vas, ne da bi bil boljši in srečnejši. Bodite živi izraz Božje dobrote, z dobroto na svojem obrazu, z dobroto v svojih očeh, z dobroto v svojem nasmehu in z dobroto v svojem toplem pozdravu. To je rekla mati Tereza. Jaz res verjamem v to, da dobro se z dobrim vrača, daješ dobro, tudi če ta trenutek ne dobiš vsega, kar daješ, obstaja zakon v vesolju, kar daješ, dobivaš, kar seješ, to žanješ. In to je univerzalni zakon in verjamem v to, da čeprav ta trenutek mogoče ne dobivaš tega, kar seješ, bo prišel čas, ko dobiš povrnjeno, pomnoženo to, kar daješ. Seveda, ozaveščamo lekcije življenja, ozaveščamo karmične zadeve, ki jih moramo predelati. Vse je prav, vse je prav. In tisto, kar opažam pri mojih strankah, glejte, ogromno ljudi se ukvarja s sovraštvom. Pa bi človek tako rekel, pa saj jaz ne sovražim, jaz sem toliko dobra oseba. Ja, ampak pogosto imajo ljudje sovraštvo do duše človeka. Se pravi, sovraštvo do določene duše. In dokler mi nosimo sovraštvo v svojem srcu, pomeni, da smo s to osebo energijsko zvezani. In lahko odide iz našega življenja,
v tem življenju. Ampak verjemite mi, da ji ne morete uiti. Če ne prej, jo boste v naslednjem življenju pokasirali ponovno. In če želite, da se vaše življenje izboljša, začnite delati na odpuščanju. Glejte, zdaj, ko smo šli v Asizi, tako sem čutila, da prve 2 dni smo kar v avtobusu delali meditacijo za odpuščanje. Pač vam povem, to je taka osvoboditev negativne energije, ko enostavno odpustiš najbližjim ljudem. Odpustiš za dejanja, odpustiš zato, ker so se odločili narediti nekaj na kakršenkoli način. Sebičnost, odpuščanje je v osnovi najbolj sebično dejanje, zaradi tega, ker v tem primeru jaz najprej z odpuščanjem poskrbim za sebe, da iz tega zataknjenega odnosa osvobodim sebe. In dokler človek ne odpusti, toliko časa ne more iti naprej. Toliko časa je v neki zataknjeni energiji in odpuščanje in sočutje sta tako pomembni zadevi. Tako pomembni, pač to je za moje pojme osnova ljubezni. Ljubezen brez odpuščanja je to tako kot kovanec, druga plat kovanca. Se pravi, na eni strani je ljubezen in zato, ker imam ljubezen, odpuščam. Zato, ker imam ljubezen, odpuščam. In ko mi to razumemo, da odpustimo zato, da sebe razbremenimo, pade tako breme, pade stran od nas, ker mnogi se vprašate, zakaj se meni dogaja to veliko slabega, če nikomur ne naredim nič slabega. Ja, tudi jaz sem se to spraševala, ampak je v povezavi s preteklimi življenji. In zdaj razumem, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo, ker sem videla pač mojo linijo, kaj se je dogajalo, pač ne prednikov, ampak mojo dušno zgodbo. Vse se je dogajalo zaradi tega, ker lahko da tvoja svetloba, če se tebi dogaja veliko slabega, bode v oči druge ljudi. Se pravi, tisti, ki nimajo svetlobe v sebi, je to tako kot žareče sonce, ko enostavno tega ne morejo gledati. In če se vam dogaja veliko slabega, glejte, odpustite in samo sijte. Samo sijte naprej, ne vas ne moti, če vaša svetloba bode koga v oči. Gre se za to, da sijete. In zdaj, če ne morete drugače sijati, se ponavljate stavek, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. Naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. Ker pač smo ljudje in mi ljudje bi včasih komu zavili vrat, ampak če Kristusova ljubezen, ki je brezpogojna ljubezen, napolni moje srce, pomeni, da lahko občutim brezpogojno ljubezen. Tako da, ja, tole življenje je res zanimivo. A pogledamo še kakšne druge karte. Pač, se veste, da imam jaz ful rada karte. Zaključevanje je prišla ven. Zaključevanje. To je v bistvu tako kot neka sestavljanka, kar se vam zdaj dogaja v tapiseriji vašega življenja. Neke zadeve se morajo zaključiti, neke zadeve se morajo spremeniti in zato, če vam ta trenutek imate občutek, da vas življenje stiska na vse možne načine, je mogoče povezano s tem, da se zaključujejo neke ključne lekcije vaše duše, karmične lekcije. Glejte, če se počutite kot izobčenec, poglejte to, ključavnica je odprta, zadaj je že svetloba, samo še treba je stopiti ven izza rešetk. Vse imate že narejen, samo naprej je treba iti, zaupati v podporo stvarstva, zaupati, da vsaka stvar, ki vam pride pod roke, vsak video, ki naključno pride v vaše življenje, je na nek način namenjen za vašo rast. Da točno tisto ste potrebovali, da mogoče vzamete v roke kakšno knjigo, se vam odpre na neki strani, da tisto ste rabili slišati in spet zaupanje. Ta drugič je prišla ta karta zaupanje in zdaj, če pogledamo, recimo, ko imajo duše žur, naključno, nekje. Zdravilna molitev dekodiranja. Na pomoč kličem vse svetle sile. Tukaj pišem,
zgodbo gospe, ko imajo duše žur, ki je izvajala zdravilno molitev dekodiranja za svojo hčerko, ki se je rodila z Downovim sindromom. Je zraven imela še 3 diagnoze, srčni, pljučni bolnik, v glavnem težko je hodila. V glavnem, ta gospa, mama, je začela zdravilno molitev dekodiranja za njo moliti in že po 1 mesecu so bili vidni rezultati. Sedaj po 3 mesecih rednega vsakodnevnega izvajanja molitve dekodiranja s hčerko prehodiva več kot kilometer. Prej ta hčerka ni zmogla prestopiti par stopnic. Glejte, jaz verjamem, da vera dela čudeže. Da moč sploh, ljubeča energija mame do svojega otroka dela še večje čudeže. In zdaj, če pa vi nimate take mame, ki bi bila ljubeča do vas, dajte to ljubečo energijo, materinsko ljubezen sebi. Ne? In naredite vsak dan nekaj za svoje dobro počutje. Veste, velikokrat ljudje rečejo, ja, veš, jaz nimam nobenega cajta, nimam cajta narediti zdravilno molitev dekodiranja. Gre 1 dan, 2 dan, 3 dan, 5 dan mimo, nimam cajta. Jaz pa zase pravim, jaz imam čas za vse tisto, kar je v mojem življenju pomembno. In ja, jaz imam čas za delati take stvari, kar je zame pomembno. Jaz imam čas zjutraj, da delam tibetanske vaje, ker je meni to pomembno. Jaz imam čas, da grem na sprehod, ker je meni to pomembno. Vem pa, da za določene stvari pa res nimam časa, veste, ker tam, kjer vem, da bom izgubljala čas, energijo, da bom poslušala neke zgodbe, ki sem jih že verjetno slišala 1000-krat, za tisto nimam časa. Za tisto, kar pa veča mojo energijo, imam pa vedno čas. Zakaj? Zato, ker je moja sreča zame zelo pomembna. Ker glejte, če sem jaz srečna, lahko srečo špricam okrog sebe. Če sem jaz nesrečna, kaj lahko dajem? To, kar imam, nesrečo. Ne? No in v glavnem, če pogledamo, iz srca sem hvaležna, da je ta molitev prišla do mene. Hvaležna sem sebi za vztrajnost in vero, da jo redno izvajam. Neskončno hvaležna stvarniku, da molitev deluje in nas osvobaja vsega, kar ne potrebujemo več. Hvala, Minka, da si podelila z nami to čudovito zdravilno molitev dekodiranja. Ta zdravilna molitev je spremenila moje in hčerino življenje samo 3 mesecih. Stvarnik, hvala, hvala vesolje in gospa se je podpisala Nevenka Kovačič. V glavnem, če vi čakate na čudež v vašem življenju, mogoče je pa čas, da ga vi sprožite. In boste videli, a ne? Ja, se vas sliši, nimam časa. Ok, tudi to, a ne? Mogoče pa čas, da naredite nekaj za sebe in boste videli, kaj se bo naredilo v vašem življenju. Ko boste vi postali vaša sprememba v vašem življenju, se bo vse spremenilo. Tako da, ja, tole delo na sebi je konstantno. Tole delo na sebi, ja, je potrebno, da delaš vsak dan nekaj v tej smeri, ker v nasprotnem primeru te energije, težke energije, ki so zdajle, enostavno potonejo. Zdajle je še polna luna in sploh takrat, ko so lune, takrat so še bolj močne energije. Tako da ja, gremo še na ta 3. kupček, še 3 karte tukaj, da vidim stvarnik za tole dušico, ki posluša tale video do konca. Kaj je za njo pomembno, da zavesti, da ve, kaj je tisto, kar potrebuje vedeti, da bo lažje šla naprej, slišim preko prehoda, da bo lažje vztrajala v življenju. Ja, noč. Ti si na novem potovanju. Ti, ki tole zdajle gledaš, pred tabo je novo obdobje, na začetku nečesa čisto novega. Imaš neko hudo idejo, čas je, da se lotiš dela, da začneš ustvarjati, da začneš razmišljati, kaj boš naredila, kako boš naredila, ker to že prihaja v tvoje življenje. Ker imaš že idejo, pač poglob se je to. In čas je, da postaneš kraljica obilja. Glejte, to čudovito sliko.
kraljica v svojem rajskem vrtu obilja. In tukaj še energija cesarice, ki je pa ženska energija, povezana s plodnostjo, z rojstvom, z obiljem, žetvijo, povezana z najglobjo žensko energijo. Se pravi, če zdaj nekako povežemo vse skupaj, ti, ki tole poslušaš, ali si ženska, ali pa imaš v sebi uravnoteženo žensko in moško polovico, čas je, da se lotiš tiste ideje, ki jo imaš, ker tista ideja, ki jo imaš, ti bo prinesla v tvoje življenje vse tisto, kar potrebuješ, obilje na vseh ravneh, notranje zadovoljstvo, notranjo srečo, to boš enostavno lahko sipala naprej. No, zdaj pa poglejmo še majčkeno naprej, se pravi, to tvoje obilje. Mene zanima zdaj prihodnost. Kaj ti bo prineslo to tvoje obilje v prihodnosti? 3-6 mesecev, se pravi, do konca poletja, začetek zvezda, zaključek nekega težkega obdobja, nova ideja, nova komunikacija, ampak nekaj se ti bo uresničilo, kar po čemer hrepeniš, neko obilje bo prišlo v tvoje življenje, povezano s tem, da boš zasijala. To se ti dogaja. To, kar imaš idejo, je povezano z neko tvojo notranjo idejo, kako boš ti zasijala, kako boš s tem prinesla več svetlobe v svet, svoj svet, svet svoje družine, mogoče celo bolj globalno, pač prinesla več svetlobe. In sledi tej ideji in vesolje te podpira pri tem, zaupaj in boš videla tisto, kot sem začela na začetku, tukaj Bog, samo zaupaj, spusti se, prepusti se, vse bo v redu. In naj s to mislijo dejansko zaključim, vse bo v redu, zaupaj, ker stvarstvo te želi podpreti, ampak dokler se ti držiš nečesa, oklepaš, ne moreš priti do obilja. O tem sem tudi že večkrat govorila, ne? Če se ti želiš napojiti, da si žejen, in če želiš piti vodo tako, če nimaš kozarca, rabiš dati roke, odpreti roke, da lahko piješ. In ne moreš takole, da se oklepaš, da stiskaš vodo, ne bo ostalo v tvojih dlaneh nič vode. Se pravi, če želiš, da nekaj vode ostane v tvojih dlaneh, jih moraš odpreti in se lahko napojiš. V nasprotnem primeru ostajaš žejen. Se pravi, ko se oklepaš, ko si v tej borbeni energiji, ne more priti to obilje v tvoje življenje, ker to obilje je pa tako kot voda. Tako da vse dobro ti želim in dovolj, da se zgodi v tvojem življenju čudež novega.